V zdravstvenem domu Krško dnevno opravijo od 20 do 30 testov, preostale pa pri koncesionarjih ali na drugih odvzemnih mestih. V prejšnjem tednu so zaznali precejšnji porast števila pozitivnih. Procent smo imeli v prejšnjem tednu, v petek, kar okoli 35% brisanih je bilo pozitivnih. Verjamem pa tudi, da so na nek način tudi brisani simptomatski pacienti, zato tudi število brisov temu primerno višje. Je pa po moje tudi veliko prebivalcev, ki na nek način ne vedo, da so okuženi, pa jih mogoče prenašajo okužbo in so asimptomatski. Sogovornica je ob tem dodala, da v Krškem zaenkrat ne morejo govoriti o žariščih na terenu, z izjemo Doma starejših občanov Krško. Med preostalim prebivalstvom so okužbe razpršene. Dejansko je veliko na zavesti posameznika, da pač upošteva karanteno, izolacijo in ne prenaša te okužbe. Sicer pa lahko rečem, da naši izbrani osebni zdravniki se v tem času še posebej angažirajo, da predajajo informacije, kako uravnati v času karantene. Epidemiologi pač sedaj več ne iščejo kontakte, ampak so izbrani osebni zdravniki tisti, na katere se obračajte kot prebivalci, kot pacienti in tam boste dobili neke informacije. V Krškem zdravstvenem domu imajo za diagnostiko zdaj na voljo tako imenovane hitre teste. Njihovo število je zaenkrat še omejeno, nekaj jih imajo za nujne primere, ko gre za delavce kakšne kritične infrastrukture. V tem tednu so izvedli tudi prve hitre teste za svoje zaposlene. Tako na splošno, bom rekla, jih še ne moramo uporabljati, ko bo pač na voljo večje število, bomo pa tudi pristopili k temu, da bomo pač vse zdravstvene delavce tedensko testirali, tako kot je tudi navodilo Ministrstva za zdravje.